Za drugo tekmo med turško turnejo je bilo treba na igrišče dvakrat. Prvi termin dogovorjenega dvoboja proti ekipi Petrol Lula je odnesla nevihta, ki je v petkovem popoldnevu in večeru divjala nad Belekom, a sta se moštvi takoj dogovorili, da se pomerita naslednji dan in v drugem poskusu se je izšlo. Sobota ob turški obali je bila prijetna, posijali so tudi sončni žarki, tako da je preizkušnja proti šestouvrščeni ekipi romunskega prvenstva dosegla namen. Mislim, da smo se pametno odločili, da smo tekmo prestavili na današnji termin. Danes je bilo igrišče primerno za igro in odigrali smo eno pravo tekmo. To sem tudi pričakoval, ker enostavno iz tekme v tekmo popravljamo neke stvari in tokrat so bili fantje mentalno prisotni na igrišču, odigrali so eno dobro tekmo in tako da upam, da bomo zdaj v naslednjih preizkušnjah to vse skupaj zadržali, da nihanj ne bo več toliko, kot jih je bilo do sedaj. Poljski sodniki, ki so prav tako kot klubi na pripravah v Turčiji, so s svojimi odločitvami nekajkrat izzvali razburjenje na obeh straneh. Prvič v vijoličastem taboru, ko je Alves s prekrškom ustavil prodor Smrekarja, sodnik pa ni pokazal rdečega kartona in ni dosodil 11-metrovke. Odločil se je za rumenega, njun dvoboj pa se je izvlekel izven kazenskega prostora. Iz prostega strela je nato Cvijanović zadel obrambni zid. Predtem je Milec z uporabno podajo pripravil priložnost Beriću, ki mu je nekoliko zmanjkalo za učinkovitejši zaključek. Poskus Smrekarja v 39. minuti pa je s pomočjo obrambnega bloka ustavil vratar Bornescu. Romuni so imeli najobetavnejšo situacijo v 26. minuti, ko je ob podaji z desne strani Rajčević v 5-metrskem prostoru izbil žogo pred Marinescujem. Žal se je kmalu zatem za novopečenega reprezentančnega branilca zaradi zvina gležnja tekma končala, a po prvih napovedih ne gre za resnejšo poškodbo. V drugem polčasu pa niz uspešnih akcij in revija golov. Prva priložnost je še ostala neizkoriščena. Po kotu in daljši akciji se je v podaji Mertlja žoga odbila do Berića, ki ob soočenju ni uspel premagati vratarja. In nato trenutki odločitve v izjemnem učinkovitem obdobju s 4 goli v 10 minutah. Od tega 3 v romunski mreži, ki jo je načel Mezga za 11-metrovke, dosojene po prekršku Mustivarja nad Berićem. Kot ponavadi je Mezga ohranil mirne živce pri poskusu s kazenskega strela in s tem napovedal pestro dogajanje. Kmalu je že bil dvakratni strelec. Za vodstvo z 2-proti 0 se je otresel spremstvo v kazenskem prostoru in z natančnim udarcem še drugič ukanil vratarja. Danas je bila ena prava, rekao bi, evropska tekma in dober nasprotnik. Pokazali smo se u dobrom svetlu, dobro smo odigrali, skoncentrirani. Dogovorili smo se s trenerom da igramo kompaktno u sredini, v obrambi naprej in to smo uspeli in zasluženo zmagali 3-1. Trener Petrol Lula Kozmin Kontra, nekoč dolgoletni romunski reprezentant, med drugim tudi nogometaš Milana in madridskega Atletika, je zaman vpil in skušal z menjavami spremeniti potek. Vmes je uspelo njegovim izbrancem le zmanjšati zaostanek. Po uspešni akciji v kazenskem prostoru je spravil žogo čez golovo črto Bokila.
Pobuda je ostala na strani razigrane ekipe vijoličastem, ki je do zadnjega sodniškega žvižga nadaljevala z napadalno igro in po spretnem preigravanju je Smrekar poskrbel še za učinkovit zaključek ter končnih 3-1.